Gledam statistiko prodaje lahkih gospodarskih vozil in ugotavljam, da so kombiji zadnje leta celo bolj zaželena roba kot pa delnice od Nvidie. Že lansko leto je bila prodaja odlična, letos je pa še boljša. Ford tukaj v bistvu obvladuje, ker so samo letos do septembra registrirali že 1231 kombijev. To je skoraj 20% več kot eno leto prej. In če se sprašujete, kakšne kombije prodajajo, evo, ta velik je kralj. Tole je najbolje prodajen kombi letos pri nas. Pa ne samo pri Fordu, med vsemi znamkami. Ta velikan je najbolje prodajen Fordov dostavnik, veliki tranzit. Ampak je po prodaji šele na 11. mestu, če gledamo vse znamke in vse njihove modele. Skoraj 200 ste jih letos že kupili, kar je seveda precej manj od 900 customov, ampak ta je res namenjen tistim, ki potrebujete veliko prostora in je zato manj okreten v mestih. Zato sploh ne preseneča, da vsi proizvajalci širijo svojo ponudbo kombijev. Smo letos že bili na predstavitvah Citroenov, Opla, Toyote, ampak Ford ima najbogatejšo paleto. Tudi če ne štejem poltovornjaka Ranger, sta v ponudbi poleg teh dveh še dva manjša kombija. Jep, Transit Courier in Transit Connect. Da bo jasno, vsi tovorni so tranziti, Courier je najmanjši, Connect je ta, no ta je celo podaljšan, obstaja še krajši, še večjega ima pa Anže, Custom se imenuje. No, največje gradništvo ima pa Istok. Kombi, jasno, smo vse premerjali in pogledali, če je dolžina res pomembna, ker eni pravijo, da ja, drugi, da niti ne. Je pa tukaj tehnika res pomembna. Tehnika zlaganja, seveda. Zato nas v bistvu zanima, koliko robe lahko namečemo posamezen avtomobil. Nam je seveda jasno, da vi obrtniki točno veste, kakšne so vaše potrebe in znate izbrati pravilno vozilo zase. Je pa hkrati res, da je Courier v novi generaciji precej večji in v bistvu sploh ni več dosti manjši kot ta kratek Connect. Kje je ta veličar? Evo ga, tole je paleta in na njej je tovor, pa se gremo malo igrati Tetris in zlagati stvari v kombije. Da pa bodo kombi in tovor na varnem, tega ne bom jaz počel, ampak smo organizirali, da bo to počel profesionalec. Torej Mario. Mario! Mario! Ford pravi, da celo v najmanjši Courier lahko naložite 2 euro paleti. Tale tovorni del je dolg 1,8 metra, pa 1,20 m je širok in njegov volumen je skoraj 3 kubične metre. Seveda, če gledam čist do stropa. In če boste doplačali za povečano nosilnost, boste v tale trebuh lahko naložili 850 kg tovora. Hudo, ne? Te moje škatle so sicer občutno lažje, tako da sploh ni panike. Te številka 2 in drugi najmanjši Fordov kombi Transit Connect. Da vidim, če gre tukaj noter kaj več kot v Tamauga. Ta je dolg 4,85 metra in v krajši različici bi lahko sem noter postavili 3,1 kubika tovora, pri tej pa 3,7, torej skoraj 1 kubik več, ne? In ker ima Europaleta površino tik pod kvadratnim metrom, bi morali jeti. Take so nedolg 2,15 metra in se tudi malo pozna. Sem bil vedno skeptičen, ko proizvajalci obljubljajo, koliko palet gre v te majhne prostore, ampak očitno gre, a ne? Lepše lahko še pol ene. Takih palet ni. Da ne bomo spraznili celotnega skladišča, jasno je, da imajo večji kombiji tudi več prostora za palete. Ampak ena od njihovih pomembnih prednosti je seveda raznolikost in to že pri posameznem modelu. Custom je na primer na voljo v 2 različnih dolžinah, poleg tovornega je na voljo tudi potniški ali pa v bistvu kombinacija z malo več sedeži, pa nekoliko manjšim tovornim delom tamle zadaj. Proizvajalci se res trudijo, da imamo veliko izbiro, veliko večjo kot pri avtomobilih, ampak ker gre tehnologija tako hitro naprej, želijo tudi, da so za voziti kombiji tako enostavni kot avti. Tale tukaj ima samodejni menjalnik, vse možne asistenčne sisteme, povezovanje z vašimi telefoni, občutek na volanu je dober, v bistvu je res kul. Celo največji so postali enostavni za uporabo in ker vozniki tukaj prebijajo praktično pol svojega življenja, se morajo tudi dobro počutiti. L3H2 je oznaka tega velikega in je na cesti s temi dimenzijami pravi behemot, kjer v 11-kubičnem prostoru ena paleta izgleda kar izgubljena, ne? Ampak se mi prav toliko kot nosilnost in prostornost zdi pomembna uporabniška izkušnja, ki je tukaj dobra zaradi preglednosti, položaja za volanom,
Če želite, pa lahko takšnega dobite tudi z električnim pogonom, ki ima potem še 2 oziroma 3 močne vtičnice, na katere lahko priključite orodje, da postane tranzit nekakšna mobilna delavnica. Ja, kombiji so res postali uporabni in prijazni do voznikov, zato njihova prodaja tako lepo raste. Marsikdo ga kupi celo na mesto avta, zato ker imamo tam samo še neke križance pa podobno šminko. Tako da pride še en prispevek s potniškimi. Mi pa lahko zdaj odpravimo selitveni servis. A se kdo seli? Tule zadnji imamo za več kot 24 kubikov prostora, vas preselimo v šusu. Matej, kaj nisi ti rekel, da bi se rad nekam preselil? Ena garsonjera na furo.